Naša prva govornica v tem delu je gospa Alenka Puhar, ki je vsem dobro poznana, številnim obrazom, recimo Angeli Godej in drugim, je svojim raziskovalnim delom dala nov obraz, jih torej predstavlja javnosti in tudi verjetno s tem spodbudila marsikatero razpravo. Danes pa bo govorila Mrzel na hladnem in druga molčanja. Okay. Dober dan, hvala lepa za besedo. Torej, mrzel na hladnem, kaj zdaj to pomeni? Slovenski jezik pozna izraz bit na hladnem kot blag sinonim za bit zaprt, uječi, verjetno zaradi kleti po gradovih in utrdbah, ker je bilo pač zelo mrzlo. Drug pomen opisuje malo blažje stanje, ko kdo ali kaj ni za rešetkami, ampak nekje ob strani, na robu, izolaciji, na odstavnem pasu. Obe metodi omejevanja osebne svobode sta bili v socialističnih časih zelo razširjena kazenska sankcija, druga tako rekoč običajna metoda obravnave bivših kaznjencev in nekaterih drugih neprijetnih ljudi, sovražnikov ljudstva. Pisatelj in novinar Ludvik Mrzel s psevdonimom Frigit je bil obilno deležen blagodati enega in drugega mraza. Drugi pomenski sklop, recimo mu izolacija, zajema marsikaj. Formalen, sodiščem predpisan odvzem državljanskih pravic, pa neformalno kratenje nekaterih pravic, ki ga izvajajo nosilci oblasti, z občasnimi izzivi velikodušnosti. Dolgotrajna prevlada nesvobode pusti izrazit pečat na ljudeh, kar se, kot bom pokazala, zelo pozna tudi na raziskovanju, na jeziku, na izraznih sredstvih notranje svobode. V zvezi s problemom jezika in molka se mi zdi važno ugotoviti in reflektirati, kako nekatere teme v nekaterih družbah obveljajo za tabu v najstrožjem pomenu besede, in kako na to ta molk obvelja za dominantno potezo časa, kar se je v dobršnem delu 20. stoletja zgodilo Evropi od Španije in njenega tiempo de silencio na zahodu do družbe molčavcev in šepetavcev v Sovjetski zvezi na vzhodu. Kako se ta molk dogaja? Kaj ljudje vseeno vedo in komu kljub vsemu zaupajo? Kako se kaže to oziroma zaznava? Kako se mehča in prekinja? Zakaj molčeči vztrajno tajijo in se delajo neumne, če jih ujamejo? Zakaj se tako bojijo jasnih besed, tudi ko najhujše mine? Zakaj se teh tem izogibajo? In kako se potem zgodi, da se svet trikrat zasuka in že je tu klepetava, nastopaška družba tvitanja in selfijev, ko se zvrti tisti čas strogega molka tako daleč in nedoumljiv kot doba neandertalcev. Moje zanimanje za molčanja in jezikanja se pogosto srečujejo z zaprekami in zato sem danes tudi tukaj. Hvala za vabilo. Pred časom sem se namreč hotela udeležiti neke debate o Antigoni in sem napisala nekaj po moje zanimivih in novih strani, pa mi tega niso želeli v reviji Sodobnost objaviti. No, verjetno se jim je zdelo, da je ta tema odveč, ker se meni ne zdi odveč, bom zdaj uporabljala teh svojih 15-20 minut, da vam povem nekaj malega. Najprej nekaj o neosebah in nedogodkih, na podlagi dveh drobnih utrinkov. Prvi utrinek je tale. Izidor Cankar je dobil pisemce, to je majhen listek, večkrat preganjen, verjetno potisnen skozi špranjo na vratih ali pa spuščen v nabiralnik brez datuma. Velecenjeni gospod profesor, mojega moža so danes zjutraj ob 7:30 aretirali. Najlepše vas prosim, da mi,
če vam ni pretežko in preveč neugodno in če je sploh mogoče, dobite kakšne informacije. Oprostite mi, vaša vdana Milena Mohoričeva. Aretirani ob 7:30 zjutraj je Vladimir Premru, tudi on je bil aretiran v tem pregonu Dahovcev. Kmalu zatem je bil aretiran še njegov sin, Leo Premru, dijak klasične gimnazije in čez čas tudi Milena Mohorič Premru, torej vsa družina. Uvodna leta v socialistično izgradnjo so se začela s trdo policijsko fazo, ko so večino ljudi aretirali brez vsakega pojasnila o razlogu aretacije, o paragrafu, naravi delikta, tudi brez informacij, kam bodo odpeljani, kje so, ali se jih da obiskati, poskrbeti z najnujnejšim in podobno. Izginili so. Sorodniki so se morali zelo potruditi, da so jih izsledili. To je bila prva stopnja v statusu neosebe. Drug utrinek, drugačen primer. Leta 1962 se je France Mihelič odločil za upokojitev, dovolj mu je bilo poučevanja. Za čas od septembra 1943 do maja 1945 je imel priznano partizanščino in z njo dvojno dobo. Ampak zvedel je, da bi lahko uveljavil tudi čas pred odhodom v partizane, saj je bil aktivist OF. Pozanimal se je torej, kaj potrebuje in kako se napiše taka vloga, ter se odpravil k Zofiji Marzel, svoji aktivistični zvezi in dolgoletni znamki. Napisala sta vlogo oziroma izjavo. Tovariša Franceta Miheliča, profesorja za upodobljajočo umetnost in akademskega slikarja, poznam že od leta 1935. Iz takratnih razgovorov z njim sem posnela, da je bil že tedaj napredno levičarsko usmerjen. Po okupaciji naše države sem po direktivi pokojnega pisatelja Prežiha Voranca, Vinka Möderndorferja ter Toneta Čufarja pritegnila Franceta Miheliča v kulturniški odbor OF. Podpisana Zofija Marzel. To je bilo oddano 12. decembra 1962. Čez slab mesec se je vrnila popravljena izjava. Z nje je bil črtan Vinko Möderndorfer, tako da se je ključni stavek glasil, da sem po direktivi pokojnih pisateljev Prežiha Voranca ter Toneta Čufarja pritegnila Franceta Miheliča. Möderndorfer je torej po odločitvi, kdo ve katere avtoritete v Zvezi borcev, izginil iz vrst ljudi, ki so v Ljubljani organizirali odpor in pomoč preganjanim. Ena od možnih interpretacij bi se lahko celo glasila, da sta Zofija Marzel in France Mihelič zatajila Möderndorferja. Kakorkoli, drobna ilustracija k fenomenu izginjanja oziroma neoseb, pa tudi komentar k neomajnemu zaupanju v vire. Razne oblike represije, kar je ena najbolj bolečih in tudi najbolj skrivanih potez socialističnih režimov, se je zamolčalo in o njih se še vedno pretežno in najraje molči. Če se pa že meni, da ni več primerno molčati, pa se uporabi verbalne in stilistične oblike omiljevanja. Osvetlila bom dva primera, in sicer iz zbirke zbranih del slovenskih pisateljev, kar velja za špico literarno-zgodovinskih študij. Za tako delo je seveda potrebno veliko znanja, prizadevnosti, natančnosti, v zadnjih letih pa tudi veščina raziskovanja čudnih terenov. Urednikom zbranih del Franceta Prešerna, Gregorčiča, Tavčarja, Murna se pač ni bilo treba ukvarjati s pravosodnimi in kazenskimi problemi. Novejši časi pa so postregli tudi s tem. Kako se lotiti tega? Glejmo si primer Ludvika Marzela in Dušana Moravca. Zbrana dela Ludvika Marzela so iz leta 2006-2007. Glavni urednik celotne zbirke je bil France Bernik in ta je v uvodu povedal tole.
brez pisateljeve človečnosti, brez njegove izrazite senzibilnosti za moralne vrednote, tudi ne moramo razumeti njegove usode med drugo svetovno vojno. Zlasti pa ne po njej, ko ga je politična oblast zavrgla in se mu odpovedala, čeprav bi ga kot dahovskega taboriščnika morala zaščititi. Krivice, ki se je pisatelju zgodila po drugi svetovni vojni, ni mogoče popraviti. Je pa v dobro slovenske književnosti, da se je za izdajo in ureditev Mrazelovega zbranega dela odločil akademik Dušan Moravec. Nato dobi besedo urednik Moravec, ki predstavi Mrazelovo Zapuščino, kjer je zanimivejši del mapa za znako Dahovski zbornik. Delo na tem zborniku pa ni dalo rezultata, kajti dogodki, ki so sledili tem mesecem, so uresničil zamisli kajpada onemogočili. Zbornik, zasnovan v prvem povojnem času, je mogel iziti šele čez desetletja, ko je bil Mrazel že med pokojnimi. Nato citira izjavo iz tega zbornika, da so žal znani dahovski procesi v letu 1948 ta prizadevanja zavrli. Čez 30 strani je na vrsti recepcija objavljenega leposlovja. O pisatelju so v glavnem v povojni polovici njegovega življenja molčali in tudi sam je spričo usode, ki mu jo je naklonila neprijazna sreča, malo pisal. Če se je že kaj objavilo, je bilo precej omalovažujoče. Šele Taras Krmavnar se je v 90-ih letih dotika tudi Mrazelove nesrečne usode. Skratka, v pripovedi prevladuje izogibanje, mehčanje, zavijanje v verbalno vato in celofan, iskanje poetičnih figur in izrazov iz romantične dobe, namesto čisto preproste, jasne besede oziroma poštene deskripcije. So se pač zgodile krivice. Usoda je revežu namenila neprijazno srečo. Knjiga ima 900 strani, pa v njej ni prostora za stvarne podatke, kaj je bilo s to nesrečno usodo. Nikjer informacije, da bi bil človek dobrih 6 let zaprt in mučen, kaj je tam doživel. V drugi knjigi zbranega dela, ki prinaša Mrazelove članke, je v uvodu spremno besedilo v istem tonu. Gre za opus s pričo avtorjeve nemile usode, skromen po obsegu. Imam pa jaz majhno zmešavo, prostite. No, tam potem zvemo, da je šele Taras Krmavnar, ki je prvi objavil, da je Hoffmanova Noč do jutra nastala po Mrazelovem pripovedovanju oziroma pogovorih med dvema znancema. Tu ob koncu se spet zapiše, da je bilo njegovo poslanstvo po poldrugem letu žal prekinjeno in malo pozneje je nastopil svojo drugo kalvarijo, še bolj bolečo in dolgotrajnejšo, namreč od nacistične Dahovske. Končano na Zloglasnem otoku. To sem zdaj preskočila na tretjo knjigo, to je monografija, ki vztrajno uporablja besedo kalvarija ali kalvarija, ko aludira na Mrazelove zapore, ki so trajali dobrih 6 let. Avtor se je torej reševal z biblijsko podobo, s krajem mučenja in križanja Jezusa Kristusa. Kalvarija je pač vzpetina na robu Jeruzalema, kjer so opravili usmrtitev. To je po svoje pogumno dejanje, saj raba verskih podob, prilik in rekov v socialistični družbi ni bila dovoljena, v postsocialistični pa tudi ni najbolj zaželena. Hkrati pa je to tudi izgovoren znak previdnosti in strahu pred posledicami. Namesto podatkov o sodnih procesih,
nesodnih, to je administrativnih kaznih, o obtožbah, obsodbah, zasliševanjih, mučenjih, dokazovanjih, lažih, prevarah, sodnikih, odvetnikih, o udbovcih in partijskih tovariših, o stalinizmu in bolševizmu in komunizmu in tako dalje. Namesto tega je tu nekoliko vznesen, dekorativen, z religijo prežet pristop. Od grozot 20. stoletja se pogled in misli usmerijo v 2000 let stara grozodejstva. Še to, Mrzelu je bilo v zbranih delih posvečeno skoraj 2000 strani, pa na njih ni mogoče zvedeti, kako je lahko človek padel v sodni mlin kot gestapovski agent, ven pa je prišel kot sovjetski agent. Mrzel je en od, ne vem, 5 ali 6, ki so bili med prestajanjem sodno dosodljene kazni, administrativno, se pravi policijsko kaznovanje, še kot inform bojevci in ruski agenti in potem poslani v Vilečo in Kot. No, med zanimivimi detajli bi vas rada na kratko opozorila še, da je v korespondenci objavljeno Mrzelovo pismo bratku Kreftu iz februarja 1963, kjer po opravičilu za nadlego Mrzel sprašuje: Sinoči sem v radiju slišal med poročili o neki novi ruski knjigi, a nisem ujel ne avtorja, ne naslova. Obračam se nate, ker upam, da si morda sam tudi slišal ali pa tudi sicer kaj veš o stvari. Gre za nekakšen bestseller, za knjigo o življenju v koncentracijskih taboriščih pod Stalinom. Te dni so prodali milijonti izvod. Stvar me ne zanima samo osebno. Gre mi tudi za to, ali bi bilo mogoče knjigo prevesti. Oprosti mi še enkrat, a zelo ti bom hvaležen, če mi lahko pomagaš do te informacije. Urednik k temu v pojasnilo zapiše tole: Odgovora glede omenjene knjige ne poznamo. Mrzela je očitno zelo zanimala, vendar je ni prevedel nikoli. Kaj se skriva v tej uganki? Vprašanje za milijon. Ime, ki ga je Mrzel preslišal, se glasi Aleksandar Solženicin. Naslov knjige je En dan v življenju Ivana Denisoviča. Bil je prava senzacija in je obveljala za eno prelomnih knjig 20. stoletja, vsaj v Sovjetski zvezi, skupaj s poznejšim arhipelagom Gulag pa Solženicin za enega vodilnih ledolomilcev. V prevodu Franceta Klopčiča je slovenski Ivan Denisovič izšel leta 1964. Urednikova skopa opomba pa ne zamolči le Aleksandra Solženicina, ampak tudi poseben fenomen. Človek, ki je kot zapornik prestal strašne muke, pa mora o njih molčati in živeti v vsesplošnem molku, lačno preži na vsak glas, ki bo mogoče o tem le kaj povedal, zapisal, objavil. Z vsem svojim bitjem čaka, da se bo mogoče le kdo oglasil. In tega v tem zbranem delu, kljub temu, da ima skoraj 2000 strani, ni, zato je zmanjkalo prostora. Želela sem vam čisto bežno povedati še nekaj malega o Prežihovem Vorancu in Drago Druškoviču. Torej v 80-ih letih so izhajala zbrana dela Prežihovega Voranca, katerih urednik je bil Drago Druškovič. Druškovič je bil v nasprotju z Moravcem
manj zagret za literarno izražanje visoko lego lirične prispodobe, ampak je bil nekoliko bolj stvaren. Torej, Prežihov Voranc ni bil vključen v dahovske procese, ker je bil zelo, zelo bolan in je potem kmalu umrl. Je pa bil v stikih z mnogimi temi svojimi sodrugi, kot se je takrat reklo. In je poleti 1948 iz bolnice pisal Veri Albrecht. Kako pa je s Francetom? Vidi, da še ni zaprt. Dolgo traja. Druškovič je bil v hudi zadregi, ker se mu je zdelo, da pač ne more napisati, da vsi nekdanji nemški interniranci in njihovi sorodniki in prijatelji živijo sredi prave panike, saj so potekala tako rekoč množne aretacije in mučna zasliševanja ter izseljevanja za ovajanje. Kar se je opazilo na sodiščih tako imenovanih dahovskih procesov, je bil namreč samo vrh ledene gore. No, Druškovič je notranje boje končal takole. Zdi se, da bi lahko pomislili na Prežihovo namigovanje na tako imenovani dahovski proces. Če bi organizirali tekmovanje za ekscelentno izogibanje, potem se mi zdi, da to skoraj zasluži prvo nagrado. Zdi se, da bi lahko pomislili na namigovanje. No, z drugega vidika je zanimivo recimo še nekaj. V enakem precepu se je urednik znašel tudi pri korespondenci z Vinkom Möderndorferjem. Ohranilo se je 27 pomembnih pisem, zlasti povojnih, saj je bil Möderndorfer tedaj urednik v Mohorjevi založbi v Celju. Na to sta si nehala pisati. Zakaj? Druškovič. Dopisovanje je prenehalo na začetku 48. leta, ko je bil Möderndorfer po naši domnevi v preiskovalnem zaporu. Urednik ni mogel pridobiti vsaj osnovnih podatkov o omenjeni odsotnosti poslovodečega človeka Mohorjeve družbe. Tudi temeljno sodišče v Ljubljani mu ni moglo pri tem pomagati, ker sam ni mogel navesti ne imena takratnega sodišča ali pa morebitnega drugega preiskovalnega oblastnega organa, ki bi lahko še vodil postopek. In navede 2 pismi, ki jih je pisal temeljnemu sodišču. Knjiga je iz leta 1989. Očitno je torej, da je Druškovič spregledal, da je temeljni preiskovalni oblastni organ seveda politična policija in ne sodišče, ali če je to spregledal, da ni imel okoli sebe nekega kroga ljudi, ki so se na to spoznali in bi mu to lahko pojasnili, ali pa je vse to vedel, pa se je seveda bal zapisati. To je jasno tudi možno. No, Vinko Möderndorfer je bil aretiran aprila 1948, potem dobro leto preiskave, pa na prisilnem delu v Medvodah in Šentvidu, končno pa na Golem otoku do leta 1952. In čisto za konec še en droben dokaz o tej silni obzirnosti in prizanesljivosti do vodilnih tovarišev in socialističnih idealov. Slavko Tuta, eden vodilnih slovenskih antifašistov in narodnjakov na Tržaškem, je več let prebil po taboriščih in zaporih v fašistični Italiji, nato v Italiji pod nemško okupacijo.
Aprila 1944 je bil iz nemškega nacističnega zapora izpuščen, ker je bil resno bolan, imel je jedko. Čez eno leto, 1945, ko je prišla svoboda, so Slavka Tuto aretirali partizani v Italiji in ga odpeljali v Ljubljano v Oznovske zapore. Tam je slabo leto prestajal zasliševanja in mučenja. Nato so ga spomladi 1946 brez obsodbe ali obtožbe spustili domov v še malo slabšem zdravstvenem stanju, kot je bil spomladi 1945. Pozdravil se je, živel v Trstu in umrl februarja 1980. Primorski dnevnik v Trstu mu je objavil nekrolog in Tutove povojne muke v Ječi je Jože Koren prestiliziral v krajše bivanje v Ljubljani. No, ta stavek je vrgel po konci Borisa Pahorja, ki se mu zahvaljujem, da je v svojem dnevniku zapisal marsikaj, o čemer se najraje uči. Hvala vam. Hvala. Z besedi pa vabim našega naslednjega govorca, profesorja dr. Igorja Grdino. Še predvčerajšnjem na Dunaju, kjer je predstavljal svoj referat, danes pa tukaj z nami. Govoril bo o Branku Dilu v spominih dr. Vladimirja Kresnika. Izvolite. Ja, najlepša hvala za povabilo. Referat je na neki način nepričakovan, ker se je izcimlo iz teh spominov nekaj precej več, kakor na prvi pogled ponujajo. Gre seveda za tipkopisno verzijo spominov. V eni umiljeni obliki so bili brez navedbe založnika pač objavljeni na Koroškem. Samo tiskarna je navedena, mislim, da nobena slovenska knjižnica, to stran Karavank, tega dela nima. Torej, kemijski inženir Branko Dil, 1905. rojen, umrl zdaj po uradnih podatkih, seveda 12. maja 1948, omiljuje malenka, umrl. Potem seveda po nekem zapisku Borisa Krajgerja naj bi bil 18. novembra 1950 justificiran. V družinski tradiciji Dilovih se je pa ohranilo podatek, našli so pričo, ki je vedela povedati, da so bili z mitraljezom pokošeni leta 1957 ali 1958 na Kočevskem. Torej, te podatke najdete pri intervjuju eni raziskovalni nalogi iz zadnjega časa, ki sta opravila Max Jerovčnik in Sara Jovanovič, in v Beogradu še živijo torej ljudje, ki prenašajo družinsko tradicijo. No, seveda, takoj se postavi vprašanje, v kakšnih razmerah se je vse to godilo, in mi vemo, da je Marija Terezija 1776. leta pri nas ukinila torturo. Ta je bila seveda uvedena potem ponovno pod fašizmom, nacionalnim socializmom, in se je potem nadaljevala tudi v povojno stvarnost. Potem beremo, da je bilo javno usmrčevanje odpravljeno v 60. letih 67. leta, naj bi na Slovenskem zadnjič javno usmrčevali, potem neki ekskluzivni ogledi so bili v mariborskem časopisu Vestnik, pa najdete za 23. julij 1945 ob 6. zvečer so 3 ljudi obesili
na Soboškem gradu na zahtevo naroda, kot piše, javno. In zanimivo, eden od teh ima celo grob. Zdaj, pravosodni sistem, kakšen je bil, torej maršal Tito je generalnemu sekretarju OZN Trigveju Liju aprila 1951 v pogovoru, ki je zadeval obsojenega zagrebškega nadškofa Alojzija Stepinca, pojasnil, da jugoslovanski zakonodajni, v bistvu pravni sistem dopušča reševanje problemov, citiram, skozi prizmo političnih pogledov. Malo katera oblast to tako odkrito prizna, kako da pravzaprav je. Torej, če grem zdaj k Vladimirju Kresniku, tam sem naletel čisto slučajno pri raziskovanju korespondence Borisa Pahorja in seveda ta projekt je bilo treba zdaj za vsako ceno ustaviti, ker je dal takšne rezultate, zgleda, ne. In zdaj torej ne poteka več tako, kot je bil tudi sprejet v financiranje. Torej, Vladimir Kresnik je avtor enega redkih romanov, ki izhaja v reviji Zaliv, to je Bela moč. Dogaja se med zdravniki po drugi svetovni vojni. Vladimir Kresnik je bil drugi doktor medicine, torej medicinske znanosti, na ljubljanski medicini, torej takrat, ko je bila nekaj časa visoka šola za medicino. Potem, ko je seveda že prišel iz Golega otoka, kjer je bil pač prijavljen, da se je o Stalinu izrazil pač neprimerno lepo. Njegovi spomini so sjajni zato, ker so eni redkih, kjer imate osebe z imeni in priimki. Od Trpinov do tistih, ki so prizadejali tem Trpinom zlo. In tamkaj je srečal Jožeta Horvata, ki je bil generacijo starejši, ki je bil v času ruske revolucije komisar v Odesi, potem pač skozi komunistične, torej se vrne po komunističnih kanalih v Jugoslavijo in je tukaj eden izmed partijcev prve generacije, tista, ki potem pač, kot je Aleš povedal, s katero se obračuna. No, in tam se pa najde, ko se tu pogovarjajo, jetniki, tam iz okolice Celja, pa pravi Jože Horvat mu nekoč, obiskal me je Vladimir Dil, to je brat od Branka Dila. Strela z Jasnega, tako beremo. Celjan Vladimir Dil iz Beograda na obisko pri Celjanu Jožetu Horvatu na Golem otoku. Ma res, obisk na Golem otoku, najbolj odljudno izoliranem koncentracijskem taborišču, kjer si še galebi premišljajo. Pa je res. Jože pridiguje. Vladimirja Dila je poslal k Jožetu Horvatu Milan Apih, Celjan desna roka Rankoviča za kazenska taborišča pod zvezdnim notranjim sekretariatom. Na obisk kaznencu Jožetu so ga krstili informbirojevec komisarja zaradi Rusinje, žene Olge. Kakšni kriteriji celjske lokalne oblasti so vendar v igri in ljubljanski policijski centri se niso osvestili svoje informbirojevske zabitosti, potikajo vse vprek. In tako dalje in tako naprej beremo torej o tem nenavadnem obisku, ki se konča z ponudbo Jožetu Horvatu, da bo osvobojen in
da ga bo zaposlen z informbirojevskimi zadevami v Ljubljani. Kaj ti zvezdna udba potrebuje kakšne ljudi tudi v Ljubljani? Kaj ti seveda, ljubljanska udba je bila corpus separatum, ker je zrasla iz Vosa. Hrvaška udba je bila tudi do neke mere corpus separatum, ker je Ivan Krajačič Stevo imel tukaj takšno besedo in on je bil previden človek. Ko najdete, pogledate seznam privilegirancev za zdravstveno oskrbo, tam v še Emoni, tam kaj najdete samo Slovence in Ivana Krajačiča Steva. Torej, on je že vedel, zakaj se ni pri zagrebških ali pri beograjskih zdravnikih zdravil. No, in seveda to je zelo temeljito popisano, je pa temeljito potem popisano, kaj sta tudi govorila. To je zdaj, ni več ustni vir, ampak je zapisano. Čeprav ima vse lastnosti seveda ustnega vira, ampak katera oblast pod soncem pa danes ne ve, da se dokumenti arhivirajo. Zakaj se piše seveda o likvidaciji, kar je knjigovodski pojem, pa pomeni seveda nekaj čisto drugega lahko v nekaterih kontekstih. Torej, in seveda se oba spomnita, tako torej doktor in seveda Horvat na to, da je pač Vladimir brat nekomu, ki je bil umorjen. Ona dva tako takrat mislita, kajti to je leto 49, to je leto 50, mogoče še začetek 51. No in tu je ohranjeno o Dilu nekaj zanimivih podatkov, da je Branko Dil pač trdil, komunizem ne more biti ideologija primitivcev, ker je socialna filozofija. Komunista intelektualca Branka so nesramno zagrbno preganjali vsa leta nazaj politikanski fijakarji vseh smeri. Bil je skupno s tem zadnjim zaporom 7-krat zaprt. Torej, bil je v Sremski Mitrovici v bojkotu od tako imenovanih vahabitov. Danes beremo, da so to najčistejši komunisti bili, ki jih je vodil Petko Miletič. Torej, to so bili še eni drugi komunisti, ki niso bili čisto ta pravi, že zaradi porekla. Prvič, Dil je bil po materi Jud, drugič, njegov oče je bil industrialec, kot se je takrat reklo, v resnici je bil pač en propadel podjetnik, torej kamnoseštvo so imeli. Zdaj vidite, kakšna ironija pravzaprav tukaj kamnoseška obrt oziroma podjetništvo. In potem opisuje seveda, kako je Dil bil v sporu z Francom Leskoškom. In namigujejo v teh spominih seveda, da je šlo tukaj za poravnavo kakšnih starih predvojnih sporov, kar pa gre v kontekst tistega, kar je Aleš povedal o dognanjih seveda pokojnega Ervina Dolenca. In potem navajata, da celjski komunisti, recimo, kaj se je zgodilo s Franjem Vrunčem, kaj se je zgodilo še z nekimi drugimi in seveda, kaj je Mica Šlander potem zagrozila Golotočanom. Preganjali bomo vas, vaše družine, vaše otroke in vaših otrok otroke. In potem se neka Alenka
Puhar čudi, zakaj ljudje tako govorijo, kot govorijo. Torej, to je pač moto teh spominov v tipkopisni verziji, ki je zdaj tudi arhivsko že dostopna v mojem fondu v Celjskem arhivu. Hočem naštimati ljudi, da bi dali to na, seveda, da bi poskenirali, ne? Ker je zanimiv, važen vir in bi rekel še potem naprej. Čisto kratko, to, kar sem slišal, Alenka, kar zadeva Prežichovega Voranca, mi vemo, da je bil v igri, da bo obtožen, ne? Torej, to je v tistem Ivaničevem zborniku zelo jasno povedano, samo neka težava je v tem. Če bi njega razkrinkali kot sodelavca Gestapa, potem bi senca padla na tudi še enega drugega važnega komunista, ki je bil pa takrat v generalštabu pripravljajoče se revolucije na Češko-Slovaškem. Antonin Zapotocki je bil seveda v istem Sachsenhausenu in vemo iz ustnih pričevanj Prežiha samega, da sta bila si zelo blizu. In zdaj obtožiti seveda Prežiha pomeni pravzaprav isto kot obtožiti Antonina Zapotockega, ki je potem postal tretji predsednik Češko-Slovaške tretje republike. In za Gottwaldom pač tudi predsednik komunistične vlade. Torej, to seveda ni šlo. Niso ga pustili Prežiha seveda zdravica v Podjebrade, kjer je imel vse že tudi urejeno. Prežih je pa seveda bil v težavah tudi zato, ker je sam šel iz Pariza v začetku druge svetovne vojne in vse povsod boste brali, da je on delal v partijski knjigarni Horizont. Torej, to ni bila partijska knjigarna, ampak je bila knjigarna soproge Živojina Pavloviča, ne tega, ki ga večina pozna, ampak enega visokega komunista, ki se je v paktu Hitler-Stalin premislil, se legaliziral, prišel v službo v Presbiroju, napisal knjigo Stalinov Termidor, ki jo je njegova zdaj jugoslovanska policija zaplenila, ker je navezovala kontakte z Sovjetsko zvezo in se je ohranila knjiga v enem izvodu in ta Živojin Pavlovič je bil likvidiran v času Užičke republike na izjemno krut način, za kar je poskrbel Ranković. To so srbski kolegi pač zdaj ugotovili in v tem Stalinovem Termidorju se pojavlja Prežihov Voranc kot človek, ki je bil pač v stiku z Žiko Pavlovičem. Sicer je naslikan kot precej pravovern, ampak gotovo, da je imel nenavadno mnogo kontaktov. Potem je seveda še nekaj v tem Ivaničevem zborniku zelo važno. Kaj je povedal v svojem pričevanju Vlasto Kopač? Vemo, avtor tistega znamenitega plakata oziroma razglednice Hitler na Karavankah, torej tisti boševski svet, ki pritiska na Slovence, on je bil 43. leta poslan v Dachau, potem pa v pripravah na ne ta prvi proces, ampak enega poznejših, pod fizičnim pritiskom, tudi z elektriko močen, kako je to potekalo, najdete v nekih drugih spominih, torej Hrvoja Magazinoviča, ki so ga ugrabili v Trstu. To je zelo podrobno opisano, kako se je vsa ta tehnologija fizičnega pritiska in česa so ga silili, kaj naj priznal.
da je on izdal OF v Ljubljani, s tem pa tudi voz in partijo, organizacijo, to, kar je padlo v začetku leta 1945. To so gasili in on je mislil, vse tega se bom pa zelo lahko obranil, saj sem bil 43. leta seveda v Dachau. Ne, ni šlo tako, torej bil je še naprej pritisk, da to prizna, ker se je lahko 43. leta tudi vedel za tisti bunker tam pri Mari Kralj, ne, kjer je prišlo do tega dogodka. Ne. Skratka, če zdaj pa vse to pogledamo, pa vidimo tudi korenine teh dachovskih procesov, še nekoliko bolj tudi v vojne razmere, nesporazumi, ki so vodili do razkritja organizacije OF v Ljubljani, so igrali neko določeno vlogo. Ne. Zdaj, o tem še premalo vem, raziskujem pa seveda že in seveda vse povsod je omerta. Nihče ne govori, nihče ničesar ne ve. Takšnih pričevalcev, kot je Kresnik, jih je torej izjemno malo. Govori tudi neoznanem geografu Marjanu Žagarju, ki je imel isto usodo kot Dil. Ne? En brat je bil torej diplomat maršala Tita, tudi ambasador. On in drugi brat sta bila pač preiskovana in tudi saj ta geograf je bil zaprt. Za usodo tretjega še ne vem. Ne? In ne se čuditi po povedanem, da družine tudi težko odprejo te skrinjice spominov, bojijo se. Še vedno, ja, še vedno. In njihovih otroke. Jaz se vam oproščam, ker moram zdaj oditi, ampak upam, da ni bilo popolnoma odveč in opozarjam pač na te spomine, ki so res izjemno zanimivi in ki, kolikor vem, niso mogli iziti zato, ker prikazujejo pač ljubljansko medicino neposredno po drugi svetovni vojni. Ne? Vem pa od drugih, torej zlasti patologijo. Patologija je nevarna stvar, ne? Ker se ve, zakaj čim je kakšno truplo umrlo. Ve se, ne? Patolog to ve, ni treba prič. On to razišče in torej Kresnik je tam veljal za vnetega komunista na patologiji. Za vnetega. In da so se ga drugi bali zaradi komunizma. Ker da drugi niso bili tako napredni ali celo fortschrittlich, kot se lepo reče, naprej idoči. Seveda, vse to so do neke mere kontroverzne osebnosti. Treba je po mojem iti tudi po sledovih pričevanj, ki so mogoče na prvi pogled nebogljena, smešna, ampak pogledati, zakaj se je tudi kakšna govorica kdaj porodila. Ne? In tukaj je pa seveda Kresnik potem zelo pomemben. Torej, Eugen Bavčar mi je povedal, da je potem, kolikor je Kresnika srečeval, seveda je on moral to čutiti, da je bil zelo živčen in zelo se je bal. In tudi v korespondenci, in s tem končujem, Borisa Pahorja najdete, ko ga je Pahor v Švici obiskal. Enkrat sem zdaj lahko govoril s Slovencem in se ne spraševal, kaj je zadaj.
ker vsi drugi so prihajali z nekim določenim namenom. Torej, toliko bi imel o Kresniku povedati, ker kolego Renato ne smem vsega iz jader pobrati. Hvala lepa. Dr. Renato Potešič, ki bo prav tako obravnaval Branka Dila, inženirja judovskega rodu na Dahovskem procesu. Tako da, Renato, beseda je tvoja, izvoli. Gospe in gospodje, lep pozdrav. Še zadnji referat na tem našem posvetu. Zaključujem naš tretji panel in bom poskušal biti nedolgočasen, da boste... Mislim, da spoštovana Alenka Puhar bo zadovoljna, ker bomo spet iskali Jude, Alenka. Namreč, pri letom 2000, konc 90-ih, je bila Alenka ena redkih, ki se je tudi s to tematiko ukvarjala v slovenski znanosti. In če gledate katerokoli enciklopedijo, Wikipedijo, potem spiske tako imenovanih slovenskih judov ali pa ljudi, Slovencev, rojakov judovskega porekla, boste našli gor od Klemna Jelinčiča, njegove mame Vere Bojeta Bojtu, potem Davorina Kračuna, Leva Krefta, Polone Vetrih. Ne bomo secirali teh imen, ker marsikdo med njimi nima z judovstvom kaj dosti skupnega. Ampak pogosto ali pa sem pa tja, na tovrstnih seznamih najdemo tudi kemika Branka Dila. Zdaj najprej bi kdo med vami pomislil, da je Dil lahko tudi nemški priimek. Torej, da je šlo za Juda Aškenaza, torej tako imenovanega po domače rečeno nemškega Juda. Aškenazist po hebrejsko pomeni nemške dežele. Dejansko temu ni res. Spoštovani kolega Igor Grdina je dejansko že nakazal temo mojega referata. Branko Dil je bil judovskega porekla po mami. In v skladu z judovsko versko tradicijo, torej ga lahko prištevamo med polnopravne člane judovskega ljudstva. Kajti judovstvo se nasprotju za marsikakšnim drugim pristopom deduje po materini liniji. Torej, če je mati judinja, in to prispevajo, oziroma to upoštevajo številne judovske skupnosti, ortodoksne, konzervativne, po celem svetu je nekdo avtomatsko judovskega porekla. Ali so ga za takega šteli tudi nacisti, ki so ga zelo zgodaj zaprli v taborišče, pa več v nadaljevanju, ko bi vam rad pokazal tudi nekaj zanimivih dokumentov, ki izhajajo prav iz tega nacističnega obdobja in so za nekoga, ki je judovskega porekla po vseh parametrih Nürnberških zakonov, nenavadni. Milo rečeno, nenavadni. Torej, Branko Dil se šušlja, se govori, tudi sorodniki nekako vedo, da je bil judovskega porekla. Kemik, kemijo je študiral na Dunaju in v Ljubljani, ker je tudi potem diplomiral iz kemije leta 1931. Istega leta julija je vstopil v partijo, bil je sekretar mestnega komiteja partije v Celju, bil novembra 1933 potem zaradi svojih političnih dejavnosti aretiran, obsojen na 3 leta robije, bil tudi v Sremski Mitrovici. Ko se je vrnil domov, je dejansko postal kemik v laboratoriju rudnika Mežica na Koroškem. Potem so ga spet aretirali, vedno je z eno nogo nekako bil med zaporom in prostostjo. Bil je izredno dober šahist, kar kaže na njegov intelekt, predvsem pa ribolazec, alpinist. Malo kdo ve, ker je to v redkih biografijah navedeno, da se po njem imenuje znameniti Dilov žleb v ostenju Mrzle gore v Kamniških planinah, ki ga je splezal leta 1926 na vezi z Jožetom Goričarjem, drugim znamenitim predvojnim komunistom, povojnim sociologom in tako naprej. Igor bi lahko kaj o njem povedal.
Pustimo zdaj to. Dil je bil potem, to kaže na njegovo vpetost v stranko, aretiran 23. oziroma po nekaterih podatkih 24. junija 1941 zaprt v Begunjah in potem s transportom poslan v koncentracijsko taborišče Dachau. Dachau, ne bomo o njem kaj dosti, ker je dejansko povezano z našim današnjim posvetom, ne, ampak eno od prvih, pravzaprav prvo taborišče, že konc marca 1933, nekako vzročno taborišče, približno 20 km severno od tedanjega Münchna. Tisti, ki smo bili v Dachavu, danes je to muzej, je že v nekako območju, širšem arealu bavarske prestolnice. In Branko Dil dejansko preživi od poletja 41 do konca vojne v tem taborišču, kjer dela v taboriščnem laboratoriju kot kemik. Bil je izpuščen in seveda potem takoj partijske funkcije, zelo visoke partijske funkcije, ker je šlo za pomembnega predvojnega komunista. Najdemo ga na raznih ministrstvih, zlasti na Ministrstvu industrije in rudarstvo, potem pa član kontrolne komisije Ljudske republike Slovenije kot inšpektor za gospodarstvo in član ekonomske komisije pri centralnem komiteju Komunistične partije Slovenije. Sredi septembra 1947 aretiran zaradi suma sodelovanja z Gestapom. Njegov proces začne, oziroma njemu in soobtoženim, njegov pomen na dachovskih procesih kaže že ime, Dil-Oswaldov proces, ki se poteka med 20. in 26. aprilom 1948, to je vojaškim sodiščem v Ljubljani, in kjer so bili številni obsojeni na smrt. Da ne ponavljamo, Dil po uradnem zaznamku je bil justificiran, tukaj lahko uporabimo ta izraz, torej usmrčen 12. maja 1948, iz zapiskov Borisa Krajgerja vemo, da je bil živ vsaj še jeseni 1950. Torej, prvi dachovski veliki proces, tudi imenovan, in na njej najdemo znamenitega Branka Dila. Zdaj, moja naloga tukaj ni opisovati njega in se ukvarjati s tem, kaj je on počel, kako je bil obsojen. Obtožnica je bila, da je kot kemik v Dachavu na malarijski postaji, da ni opravljal težkega fizičnega dela, da je bil sovražen pri nekaterih navadnih taboriščnikih. In to izgleda, da je bila osnova za Dilova obremenilna pričevanja. Dejstvo pa je, da niso bili vsi privilegirani taboriščniki in nujno sodelavci Gestapa. Kolega Igor je prej omenil eno imenitno raziskovalno nalogo dijakov 2. in 3. letnika srednje šole gimnazije v Celju, napravljena bila pred 2 letoma. V vrtincu komunizma in montiranih procesov Branko Dil in njegova vloga v prvem dachovskem procesu in je dejansko srednješolska raziskovalna naloga. Preberite jo, je na spletu prosto dostopna. Tam dejansko se raziskovalci, vsaka in čas, srednješolci, dotaknejo njegovega domnevnega judovskega porekla. Ampak ga ne raziščejo. Torej, navajajo pričevanje njegove sorodnice, njegove nečakinje, ki jo je že Igor omenil, ki živi v Beogradu, da je Branko Dil judovskega porekla. Zdaj pa nastopi preprosto vprašanje. Kdo je pravzaprav Jud? Torej, Jud je poleg osebne opredelitve pripadnosti k judovski skupnosti, je pomembna tudi pravna in družbena, torej skupinska opredelitev. Država Izrael omogoča pridobitev izraelskega državljanstva na osnovi rodu vsem osebam, na podlagi znamenitega zakona o vrnitvi leta 1950 sprejetega, ko je imenovani Law of Return. In to imajo pravico do državljanstva vsi, ki dokažejo, da je vsaj eden izmed starih staršev bil Jud. Torej, vsaj četrtina judovske krvi.
Zanimivo, enak kriterij so določali nacistični rasni zakoni, sprejeti leta 1935 in potem dopolnjevani kasneje. Skladnost ni naključna. Država Izrael sprejema pod okrilje vse, ki so bili preganjani v nacistični Nemčiji. Podelitev izraelskega državljanstva po krvi se ne ozira na veroizpoved. Isto je bilo pri nacistih. Verska pravila o judovstvu so strožja in največkrat temeljijo na potomstvu po materi. To je že iz bibličnih oziroma antičnih časov. Pripadnost k judovstvu priznavajo na rasno narodnosti osnovi osebam, rojenim judovski materi, ne glede na versko prepričanje osebe. Takega mnenja je, kot sem vodoma že nekako napovedal, večina ortodoksnih pa tudi konzervativnih judov po svetu. Posameznik se lahko pridruži judovstvu po veri, po zahtevnem postopku. Traja nekje 3 leta, neformalno, ampak po formalnem sprejemu judovsko vero za tako osebo veljajo enaka pravila kot za dednega juda. Zdaj, kakšen je bil pa nacistični odnos do sprejema v judovstvo, oziroma kdo je pravzaprav po nacističnem pojmovanju jud, zakaj vam to pripovedujem? Da bomo lažje razumeli situacijo oziroma nenavadnosti, ki se pojavljajo pri našem obravnavancu Branku Dilu. Nacisti so pri določanju rasnih kriterijev za judovstvo imeli že velike težave od svojega vstopa na politično prizorišče po koncu Prve svetovne vojne. Njihova definicija pripadnosti judovstvu je zato izhajala iz podatkov o judovskem verskem izvoru prednikov pred 2 generacijama. Tudi prvi nacistični oziroma protijudovski zakoni, sprejeti po prevzemu oblasti januarja 1933, niso natančno opredeljevali, kdo je jud, še več so govorili o leonearicih in z njimi sorodstveno povezanih osebah. Nemški judje so bili od prihoda nacistov na oblast žrtve diskriminacije, trpinčenja, vendar so večinoma menili, da je mogoče še vztrajati v Nemčiji, ki so jo upravičeno imeli za svojo domovino. Nekateri so tudi se izkazali v prvi vojni in žrtvovali svoje življenja in svoje ude za nemško domovino, tudi predmet drugega referata. Šlo je za rasni antisemitizem, ki so ga nacisti formulirali na podlagi že preživelih filozofsko-antropoloških teorij iz poznega 19. stoletja. V tako imenovani Novi Nemčiji so začeli stopnjevati pritisk na judovsko prebivalstvo. Že leta 1933, 7. aprila, je bil objavljen tako imenovani zakon o obnovitvi uradniškega poklica, ki je v svojem 3. odstavku določal, da je treba upokojiti uradnike nearijskega porekla. Leta 1935 so zakonsko odpravili vse izjeme, ki so nastale na podlagi tega zakona, tudi bivših frontnih vojakov in tako naprej. Tem prvim ukrepom so kmalu sledili še drugi zakoni, ki so judom v nacistični Nemčiji še bolj oteževali življenje in jih izrinjali iz službe. Najpomembnejši za razumevanje koncepta judovstva v nacistični Nemčiji so zakonske rešitve iz 15. septembra 1935, ki jih pri nas bolj poznamo kot Nürnberški rasni zakoni. Šlo je za zakon o državljanstvu Reicha ter zakon o zaščiti nemške krvi in nemške časti. S prvim zakonom so bili judi razglašeni za drugorazredne državljane in jim je praktično odvzeta pravica državljanstva. Drugi zakon je prepovedoval poroke z Arijci in tako naprej. Skratka, z Nürnberškimi rasnimi zakoni je bila torej judovska pripadnost v nacistični Nemčiji zelo natančno definirana. Za celega juda, nemško Volljude, je veljala oseba s 3 ali 4 starimi starši, ki so izpovedovali judovsko vero. Pri tem pa sploh ni bilo pomembno, ali so bili sami oziroma njihovi starši sploh še judovske vere. Tisti, ki so imeli, tisti, katerih oba izmed starih staršev sta bila juda, so bili označeni za mešance prve stopnje ali za tako imenovane poljude, halbjude po nemško.
Kdor je imel enega izmed starih staršev judovskega porekla, je veljal za mešanca druge stopnje oziroma za tako imenega četrt juda, viertel jude. In to so potem še naprej razgrajevali. Glejte, to je razpredelnica, najdete v vsaki zgodovinski knjigi, ki se ukvarja s tematiko antisemitizma, holokausta in tako naprej. In dejansko pokaže ta nemški normativni pravni sistem razdeljevanja judovstva v nacistični Nemčiji. Kar se potem seveda razširi tudi z pripojitvami oziroma okupacijami drugih evropskih držav, tudi našega ozemlja. In zdaj pridemo počasi do Branka Dila. Branko Dil dejansko je imel mater, ki je bila Ptujčanka judovskega porekla. Ptuj, zelo pomembno središče judovstva na Štajerskem v srednjem veku, pravzaprav eno najpomembnejših, vsekako pomembnejše kot je recimo Dilovo rojstno Celje. Poleg Maribora pa Radgone ga lahko vrstimo v to prvo ligo judovske prisotnosti na Štajerskem do izgona ob koncu srednjega veka, se pravi v letih 1496 oziroma 1497. Dejansko imajo svojo sinagogo, pokopališče, še danes je ohranjenih 6 stel oziroma 6 nagrobnih spomenikov iz tega pokopališča, kar je največ na slovenskem ozemlju iz tega časa. In kar je še najbolj zanimivo, je to, da so bili ljudje potem izgnani in se začnejo potem počasi spet nasiljevati po Ausgleichu oziroma po tolerančnem ediktu oziroma po, bomo rekli, leto 1867, ko Krajinska, Štajerska, Koroška pa druge dežele dobivajo spet počasi judovsko podobo, predvsem v prišlekih iz tercialnih dejavnosti. Tukaj bi izpostavil predvsem judovske trgovce. In to velja tudi za Ptuj. Tukaj imate narodnostno sestavo, ki se dejansko v prvih letih 20. stoletja ne spreminja kaj dosti. Tudi po razpadu monarhije dejansko se število judov v Ptuju giblje med 28 in 38, plus in minus kakšen. Zanimivi priimki, ki jih še danes srečamo v zgodovinskem arhivu na Ptuju, Sonnenscheini, Resnicerji, Friedrichi in Šterni. To so 4 judovske rodbine, vse aškenazskega, torej nemškega porekla, in tudi večinoma navajajo nemščino kot občevalni jezik. To je ded našega Branka Dila, ki se omenja kot trgovec z pridelki z podeželja. To je njegova dopisnica, poslana leta 1908, prijatelju v Studenice na Štajerskem. On je izpovedoval vsekakor judovsko vero. Mati njegova, torej Dilova mati, je bila rojena kot Ivanka oziroma Johana, tudi Hani so jo imenovali, rojena Friedrich, na Ptuju 1881, vemo, da je umrla leta 1934, torej ni bila žrtev holokausta. Po tem podatkih, ki sem jih ravnokar povedal, je bil kot poljud, torej kot halbjude, tudi po nacističnih rasnih zakonih naš Branko Dil judovskega porekla. Zdaj pa pride do nekaj nenavadnih stvari. Tukaj je njegov originalen, oziroma slika originalnega kartona iz taborišča Dachau. Tam se nahaja od leta 1941 Branko Dil. Najbolj bega, tiste, ki se s tem ukvarjamo, podatki o materi, tukaj se lepo vidi, ki je, oziroma naj bi bila Arika, krščanske vere, torej rimokatoliške vere. Kako nacisti, ki so po okupiranih deželah v celem času vojne z lučjo pri belem dnevu iskali jude, poljude, tudi četrt jude, se izognejo razrednega oziroma političnega sovražnika. Branko Dil ni bil
Bil je seveda politični zapornik. Tudi, če bi bil Jud spoznan za Juda, bi bil še vedno politični zapornik, kaj si biti Jud je pomenilo v nacistični Nemčiji napraviti politični zločin. Taka je bila pač percepcija nemških oblasti. Ampak ta karton dokazuje, da ga Nemci kot takega niso prepoznali. Nastopi vprašanje z vero matere. Zdaj, nimam točnih podatkov, še nisem uspel ugotoviti, ampak vse kaže, da se je vera spremenila ob poroki z očetom Branka Dila, torej z Robertom Dilom, ki je bil krščanske vere. Njuni družini nista obravnavali njune zveze, smemo domnevati, da tudi na podlagi ali pa zaradi različnih veroizpovedi, krščanske in judovske. In očitno je Johana Friedrich ob poroki prevzela krščansko vero. Zanimivo, ko sem že prej omenil, nacisti, ki so iskali tudi take prestopnike iz ene vere v drugo in niso priznavali spremembe vere, so jih ravno tako preganjali, tega niso zabeležili pri svojem političnem nasprotniku Branku Dilu, ki je normalno preživel kot tehnik drugo svetovno vojno in se maja 1945 vrnil iz taborišča. In še ena stvar je zanimiva. V tej zanimivi dokumentaciji, ki je dostopna na spletu in ki so jo zbrali zavezniki po drugi svetovni vojni na podlagi dokumentov medvojnih taborišč, lepo vidimo, da je mesečno prijemal dotacije oziroma, bomo rekli, denar od doma, ki so mu ga pošiljali sorodniki v koncentracijsko taborišče Dachau. Nekaj takega, kar je bilo potem marsikomu po drugi svetovni vojni onemogočeno oziroma pozabljeno. Potem se je vrnil domov, tukaj imate še osnovne podatke, ne? Torej po navajanju Pokrajinskega arhiva Ptuj, ker so navedeni razni trgovci in med njimi prednjačijo prej omenjene judovske rodbine, Rechnicer, Stern, Sonnenschein in pa Friedrich, so bili Friedrichi židovski trgovci. Tako da dejansko vidite, oče Samuel, od matere oče je bil z željnimi pridelki omenjen še v Jugoslaviji, torej 1922, družabnik je bil stric Branka Dila, Max Dil, tako da v bistvu bo treba še kaj raziskovati, ampak nedvomno smo s tem dokazali, da je bil Branko Dil zaradi judovstva svoje matere po vseh parametrih judovske vere. Hvala lepa. Najlepša hvala, Renato. Se povsem strinjam s tvojo zadnjo ugotovitvijo, da bo še treba raziskovati. In za nami je zelo bogat program, zelo različna stališča. Veliko smo slišali o različnih arhivskih virih, komentarji na arhivske ustne vire, ogromno informacij, različni pristopi, predvsem pa aktivna publika. Tako da sedaj odpiram razpravo in prosim za res natančna, koncizna vprašanja ali komentarje vezane na današnjo temo pogovora. Lep dober dan vsem, jaz se opravičujem, ker sem levi dele zamudila pač služba in obveznosti. Rada bi čestitala vsem, ki ste pripravili velike preglede in sama tudi povedala nekaj morebiti o zdravnikih, ker pač se na medicino bolj spoznam kot na druga področja. In sicer rada bi povedala, da je bilo med dachovskimi zaporniki tudi precej zdravnikov, kateri žal niso bili doslej še v tej vlogi dovolj obravnavani, čeprav imamo še vedno tudi živeče in pričevalce. In kakšna gradiva, rada bi imenovala tukaj na prvem mestu Lojza Krajgerja, za katerega sem izvedela, da kot oče Borisa Krajgerja je bil neizmerno ogorčen, ker je sam ogromno in enormno pretrpel v taborišču in seveda delal kot zdravnik in pomagal ljudem, da je njegov sin kot vodilni v teh procesih pravzaprav brez njegove vednosti začel te procese proti vsem tem, ki so se vrnili iz Dachava.
Potem je bil tukaj Franta Mis, ljubljanski mestni fizik, potem je bil zelo pomemben ljubljanski fiziater ali specialist, ki se je ukvarjal s tuberkulozo, France Debevec, potem splošni zdravnik Venčeslav Arko, potem je bil zgodovinar medicine, jaz sem z tega področja. To je bil začetnik zgodovine medicine pri nas, docent dr. Ivan Pintar, od leta 1934 naprej se to področje skupaj z medicinsko humanistiko predava tudi študentom medicinske fakultete. Nadalje še en fiziater ali specialist za tuberkulozo, Lojze Korzika, katerega sina tudi poznamo, pa Ivan Pavšič. Za te jaz zanesljivo vem in tudi imamo v našem arhivu eno fotografijo teh zapornikov iz Dachau, med katerimi so, torej slovenskih, med katerimi so ti zdravniki tudi prisotni. Rada bi povedala, da so ti zdravniki pravzaprav vsak po svoji moči, kar je bilo pač v njihovem znanju možno in pač kar je bilo dostopnega, da so lahko pomagali, so naredili maksimalno dobro za bolnike in so bili kot taki več kot vredni tudi, bom rekla, obravnave in zgodovinskega spomina, tako da tukaj čutim, da imamo še eno veliko obveznost, ki jo moramo opraviti, da se oddolžimo njihovemu trpljenju in njihovi muki ter vsemu dobremu, kar so naredili za zapornike. Potem bi pa rada naprej mogoče, če smem par besed še reči v zvezi z referatom dr. Igorja Grdine, pa tudi, kar smo pač danes slišali, nekaj o zdravništvu. Torej, zdravništvo je bilo revolucionarno zelo zlorabljeno. Te zlorabe niso samo tukaj se dogajale, če boste brali Pot v temo, kjer popisuje Franca Štangla, ki je bil kapo taborišča v Treblinki z 900 000 mrtvimi in potem je on prišel in je bil tudi kapo v našem Trstu. Je tam točno popisano, kako se je pravzaprav oblast lotevala ljudi, ki jih je poskušala kontaminirati s temi kriminalnimi dejanji, najprej kako je policijo prevzgajala, kako so se morali viri odreči, kako je zlorabljala besede kot usmiljenje, torej vsi tisti, ki so obremenjeni z neko bedno boleznijo, ki so nezmožni delati, nekoristni jedci, jih je Hitler imenoval, manj vredni ljudje, tudi je bil terminus technicus, da so ti pač usmiljenja vredni in da je velika milost, če jim pomagaš umreti. In to je bilo pač privzgajano, tem recimo najprej pač policiji, potem je bila tukaj državna uprava, veliko več zgodovinarji vejo, kako so jih pač prevzgajali, in na koncu, torej Hitler je hotel že zelo zgodaj tudi zdravnike obligirati z evtanazijo do teh kategorij ljudi, šibkejših, ki jih je Hipokrat pred 25 stoletji zavaroval z enim izmed svojih, torej znotraj Hipokratove zaprisege 6. točke, kjer pravi, da ne bom nikdar nikomu, tudi ko bi me prosil zapisal smrtonosne droge ali odpravil plodu, Torej, nekdaj je šlo tudi zato, da so kakšne tudi pobili, tudi zdravniki, Ampak recimo, torej v Nemčiji so potem, je Hitler to smel šele s 1. septembrom 1939 z uradnim začetkom vojne naložiti zdravnikom na ramena in tako, kot vemo, je bilo okoli 300 000 takih ljudi tudi pobitih in potem so se ljudje tako strašno uprli, ker so pač videli, da gre za strašne zlorabe, da po 2 letih so morali ta zakon umakniti. Na Nürnberških procesih pa tudi vidimo, da so bili ti zdravniki sojeni in tisti, ki so imeli pisna dokazila, da so ljudem pomagali, da tega niso dopuščali, da so se upirali, so bili oproščeni, ostali so bili obešeni. Tako da pri nas pravzaprav mi kup tega sledimo, recimo, torej omertah, zakon molka je bil strašno prisoten in tudi znotraj zdravništva se res ni upalo govoriti. Ampak mi recimo vidimo 80-letnica Franje je bila, in recimo še zdaj se kakšnih stvari, čeprav so bile že objavljene, pač ne smem povedati, da je praktično šlo tudi tukaj za poskus posilstva Franje, in ker pač političnemu komisarju, ki je bil v Franji, se je uprla in
s kričanjem so jo uspeli pač rešiti, ko je bila že strgana obleka in tako naprej, a ne je bila obsojena na smrt, jo je določil, da pač jo morajo ubiti, ne. In potem so naredili fingirano, a ne, so še Volčjaka, ki je bil ustanovitelj te bolnice, zaprli, sta bila 2 meseca in pol zaprta. Skonstruiran proces je bil narejen v Lokvah in torej obsojeni so, oba sta bila obsojena na smrt in so potem s hudo težavo Bogdan Brecelj, Franc Bergantz pa Franc Novak dosegli, da jih niso ubili. In ko sem govorila z dr. Melikovo, ki je tudi potem leta 1996 to objavila, kot v arhivih sicer samo, a ne, tudi to sodbo, mi je rekla, veš, Zvonka, 90, to je bil srečen konec, ostali so pobili, a ne. No, skratka, zdravnika so v to upregli in to, kar je povedal dr. Grdina, da pač ima Kresnik v svojih spominih veliko imen, ki so potem tudi pisala zgodovino tukaj, je to prav ta del neke zlorabe, a ne, kjer pač preprosto potem moraš biti tiho, ker si pač tudi sam dela tega sokriv in seveda so to eni strašni madeži in ena torej strašna tortura, ki jo je revolucionarna moč zganjala nad zdravništvom. Tukaj bi samo recimo potem omenila, kako strašna je bila ta omerta. Recimo Franja Vojc-Bidovec je tik pred koncem življenja, pred smrtjo izdala spomine, kjer na prvi strani piše: 3-krat sem poskušala oditi, 3 težke poskuse samomora imela, pa je preživela. Vse življenje sem bila brezmejno depresivna, nisem videla ne moža, ne otrok, ne vnukov, a ne, to so pač posledice. Potem Franc Bergantz, po katerem se bolnica recimo imenuje v Novi Gorici, v Šempetru, on je tudi tik pred koncem življenja objavil svoje spomine pod Okrvavljena roža, kjer tudi zapiše stvari, ki jih prej nikoli ni smel povedati, ampak to je tisto, kar človeka brezmejno bremeni in teži in čuti, da pač mora biti zvest resnici in to tudi v javnosti povedati. Potem mi smo zelo žalostni, ker imamo tudi vodilnega internista na tem spisku in seveda kdorkoli je gledal knjigo Brez milosti, ne, pač ve, o kom govorim, in so celo pač tako domobranski ranjenci bili odpeljani iz ljubljanske bolnišnice in pobiti in vemo, da smo v teh grobiščih, ki so bila identificirana, našli ogromno in birgel in protez in vsega tega, kar pač dokazuje, da je šlo za težke ranjence, ki so bili pobiti na tak način. Milan Sundar je bil en težek golotoški obsojenec, ki je tudi nič kriv, nič dolž, naš profesor anatomije, medicine je ostala brez profesorja anatomije, dolga desetletja. Potem Branko Štangelj, dvojnik, mislim, tako, gledajte. Tako da jaz bi sem tukaj rada rekla to, da resnično je revolucija je poskušala zdravnikom vzeti vse njegove kompetence in politkomisar je bil od leta 1943 naprej nad zdravnikom in so pri tem tudi, torej ves čas so torej preprosti kader, šnelkurzerce smo jim rekli, ki so na hitro se malo naučili bolniške pomoči, so jih, pravzaprav je šlo za laži, podtikali so, da se zdravniki ne trudijo zares za bolnike, da simulirajo in da jih je treba nadzirati in da jih je treba ovajati. Šlo za veliko teh ovadb in veliko zdravnikov, ki so bili potem zaradi tega pač grdo prizadeti, ne. Tako da znotraj medicine je veliko molka bilo, ker pač niso upali govoriti, veliko zlorab, še posebej psihiatričnih, to, da je moratorij na psihiatrične arhive 100 let, to jaz mislim, da pove vse. Tako da tukaj še malo pač kot neka razlaga, sigurno pa zgodovinarji pa še kakšni podobni logi, ki so te stvari preučevali, lahko še kaj več povedali. Hvala. Najlepša hvala za ta diskusijski prispevek, ki je lahko tudi izhodišče za morda kakšen naslednji dogodek. Vidim še eno roko, to je zadnje vprašanje in potem zaključimo. Franci Krivover, jaz sem se eno vprašanje, ker je bilo toliko govora o temu žrtvi Glin. V Nemčiji je bilo jasno takrat v času nacizma,
da mnogi Nemci niso vedeli, da so recimo Julije, šele tisti dan, ko so jih odpeljali, so zvedeli, da so. Mene pa zanima zdaj, ker je bilo toliko govora o Dilu, da je bil Jud, je to imelo kakšen pomen pri procesu? Ne. Sploh ga ne ignoruje, za razliko koga drugega, ne. Hvala torej tudi v imenu obeh soorganizatorjev Slovenske matice in Študijskega centra za narodno spravo. Hvala vsem organizatorjem, referentom, tudi vsem, ki ste se oglasili iz publike, ker ste na tak način nam pomagali, da smo v mesecu, ko se spominjamo dostojanstva življenja in vseh, ki so nas zapustili, na nek način tudi vi izrekli svoj poklon dostojanstvu slehernega človeka. Hvala tudi profesorici, doktorici Zvonki, da je izpostavila problem na posameznih strokah, v okviru posameznih strok, kaj se je dogajalo. In seveda hvala Alenki Puhar, ki nas je zagotovo vzpodbudila, da bomo pripravili samostojen posvet in razpravo tudi o odmevih vseh teh montiranih povojnih političnih procesov v slovenski književnosti. Ne nazadnje se danes nismo spomnili Gregorja Strniše, ki je prav tako pred 75 leti svojo družino bil zaprt zaradi domnevnega podpore politični migraciji. Torej, vrnite se na Slovensko matico in vrnimo spomin na vse, ki si to zaslužijo. Hvala.